Več kot 50 obrtnikov z področja gradnje in obnove se je minuli vikend predstavilo na hišnem sejmu Niros v Cankovi, ki ga je pripravilo podjetje Niros Kovinarstvo pod vodstvom direktorja Janeza Tišlerja v sodelovanju s poslovnimi partnerji. Letos je sejem potekal že sedmič, njegovi začetki segajo v leto 2012. Prvo se je začelo z dnevom odprtih vrat in takrat nam je manjkalo neka popestritev. In vsako leto se je pridružilo kar nekaj razstavljavcev in tako dejansko popestrilo. Čez leta smo potem pridjali še ulico Obrti in kulinarika, ki ponuja tudi goričke specialitete oziroma izdelke iz naših krajev. Tudi letos smo pripravili tokrat že 7. hišni sejem. To so naši partnerji, s katerimi sodelujemo in se srečujemo na gradbiščih, pokrivamo dejansko celotno branžo gradbeništva, tako da lahko obiskovalci najdejo vse, kar iščejo tukaj pri nas na tem našem 7. hišnem sejmu. Moram reči, da pokrivamo kar celotno branžo in vsi ti razstavljalci so večinoma iz Pomurja. Tako da pokrivamo to našo regijo, to se pravi, če se lokalno združujemo, moramo tudi na trgu spet. Obiskovalci sejma so se lahko sprehodili po ulici Obrti in kulinarike ter si privoščili kaj za podzob. Oglede so jim popestrili tudi nastopi različnih domačih glasbenih skupin, za učence osnovnih šol pa so pripravili tudi predstavitev poklicev. Imamo tudi obsejemske dejavnosti, kar precej je tega. Jutri predstavitev poklicev, potem pohod, vsak dan tudi vožnje z vlakcem, skratka tudi nastopi predstavitve glasbenih skupin, regionalnih, da se lahko tudi potem te skupine tudi predstavijo, jo lahko tudi slišimo tukaj, da nekako tudi popestrijo to dogajanje na sejmu in se tako lahko potem tudi obiskovalec, ne da samo tukaj vidi svoje razstavljalce, tudi nekaj poje, popije in se dejansko zapolni 2-3 ulice v lepem doživetju na našem hišnem sejmu. Po besedah predsednika sekcije kovinarjev Ivana Meha je uspeh podjetja Niros lahko vzgled tudi drugim obrtnikom. Jaz mislim, da je podjetje Niros ne samo za Pomursko, tudi za, širšo Slovenijo in pa sploh nam je ponos na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, da imamo med nami take obrtnike, take družine, ki se trudijo in delajo stvari, kot je tale sejem, ker vemo, da pri vsem delu, ki ga mora en obrtnik upravljati, se še loti zadeve, kot je sejem, ki pa, ni več mali sejem, je zelo velik, preraste velikega in zatem tudi posledično zelo veliko dela. In mu še moram enkrat čestitati, da dopoldne lavnici, popoldan dela sejem in da danes tule stojim in lahko govorim v njegovem imenu. Za vsakega razstavljavca je najlepše, če ima veliko kontaktov, ko pride na sejem in veliko novih ljudi. Za nas je pa tudi nekako neko druženje, nekaj skupnega na sveže, ko prideš v okolje med svoje ljudi, med obrtnike in tu se zelo dobro počutim in sem zelo vesel, da sem danes tu. Na sejmu so bili številni razstavljalci, nekateri prvič, nekateri pa se sejma udeležujejo že od vsega začetka. Letos sem sicer prvič tukaj, ampak vreme je čudovito, ljudje bodo šele začeli prihajati, ponudba je tudi super, vabljeni vsi pridite pogledati, danes, jutri, še v nedeljo tudi, ko je različni izdelki so predstavljeni, zapravi izdelki iz obrti, iz podjetništva, recimo tu lahko vidimo tudi filter za pitno vodo, ker ogromno ljudi za zadnje čase se hoče zdravo prehranjevati, vsi kupujejo biohrano, zapravi ekološko, zdravo, nobeden pa ne pomisli na vodo, recimo kako pijemo. To so filtre na podlagi reverzne osmoze, se pravi najtemeljitejše filtriranje pitne vode, ki nam dejansko odstrani iz vode vse te primesi od škropiv, pesticidov, nitratov, težkih kovin, tako da resno vemo, kako vodo pijemo in s kakšno vodo čisto kuhamo tudi. Pa zanimivo, malo lokalno, zakaj bi samo okrog hodili po Ljubljani, pa ne vem kje druge po Sloveniji, ko mislim, da vseeno tu doma si zaslužimo tudi take dobre stvari. Pa še Prekmurec sem. Na sejmu smo prisotni že od samega začetka, začeli smo z drugim sejmom hišnega sejma pri Janezu. Bila sva iniciatorja te organizacijske stvari. V začetku je to izgledalo zelo, samo 2-3 razstavljavci, potem se pa začelo širiti, kakor je v tem obsegu zelo veliko, zelo
zahtevno in tudi koristno. S tem pridobivamo tudi stranke, smo v bližino meje z Avstrijo, predvsem dobivamo avstrijski trg, seveda za njih smo zelo zanimivi, tudi cenejši smo, dostikrat smo kvalitetnejši kot so sami avstrijski izvajalci in meni se zdi, da avstrijski ta bližnji del do Gradca, da se ni tako blizu, je začel ceniti slovensko obrt, slovensko delo, ker plačajo nekaj manj, bistveno manj kot v Avstriji, ampak tudi dobijo nekaj več. Mi se predstavljamo v stroki kamnoseštvo, obrt imamo že družinsko 35 let, lansko leto je bilo okrogla 35-letnica in v kamnu proizvajamo praktično vse, kar je možno. To so v začetki bili kakšni nagrobni spomeniki, potem police, okenske stopnice, talne zidne obloge, sčasoma se pa je ta zadeva razširila na kuhinjske pulte, na druge eksponate, na stružene elemente in dizajn v samem proizvodnju, kot bi rekel, opreme, kjer so že dodatki tudi v kamnu. Sploh je to zdaj neka moda. So pa taki sejmi tudi priložnost za spoznavanje konkurence in pa obenem povezovanje med različnimi obrtniki, kar je v današnjem času za majhne obrtnike izredno pomembno. Čez 40 let imam staža v obrte. Sejmi pomenijo prvo, da te ljudje vidijo, da obstajaš na trgu. Druga stvar, da ljudje grejo mimo in vidijo tvoje ideje, tvoje inovativnosti. Tretja stvar je pa tudi, da se med ostalimi obrtniki, kateri so na sejmu, vidiš svojo konkurenco in se probaš biti boljši od njih. Danes v tem času brez povezovanja in nadgrajevanja je težko preživeti, ker konec koncev obrtniki smo relativno majhni, tudi imamo velike obrtnike, po 400-500 ljudi zaposlenih, imamo majhne samo zaposlene in brez povezovanja pa nadgradnje ne moreš doseči današnjim ciljem dejansko tisti potrebam, katere industrija rabi, ker danes več rokodelskega dela in s tem se težko preživi. Moraš pač iti na tisti trg, kateri pač danes obstaja, to je trg pač masovnosti in če priješ notri, sam ne moreš, pač moraš imeti eno ekipo, katero nagradiš in greš naprej. Nad sejmom je še posebej bil navdušen župan občine Cankova Drago Vogrinčič in ga označil za najpomembnejši dogodek v okviru občine. Hišni sej Nidos, kako ste povedali, 7. po vrsti, je za občino Cankova, za prebivalce in za mene osebno župana eden od največjih dogodkov v občini v letu, vsakem letu. In jaz se moram zahvaliti gospodu Janezu Tišlerju, direktorju podjetja Nidos, vsem zaposlenim in tudi vsem tistim razstavljavcem, obrtnikom in podjetnikom, ki že 7. leto prihajajo na to razstavo, nekateri redno in se zvesti, nekateri novi. Letos bo, kako vemo, 50 obrtnikov in razstavljavcev na tem in se na tem priznam iskreno hvaležen in celo navdušen. Reden obiskovalec sejma je tudi župan občine Puconci Ludvik Novak, ki predvsem vidi pozitivno prednost v povezovanju tako med obrtniki kot med občinami. Moram povedati, da poleg Kema imamo še tudi Roto sedaj, imamo tudi Vigros, pa še ena Benkotehna in še druga podjetja, pa tudi SP-je. Zelo pohvalno moram povedati gospoda Tišlera, da se je umislil to takšen hišni sejem. Jaz ta sejem spremljam že več let. Tudi občina kot sponzor v enem kraju, v drugem kraju pa smo tudi zakupimo vedno en štand ali pa 2 štanda, kjer tudi naši proizvajalci ali pa obrtniki tudi razstavljajo in ponujajo svojo blago, da ljudje vidijo, kaj se dela. To je zelo pohvalno, se vidi, da je Tišler izredno ali firma Niros zelo podjetna, to lahko vidim tudi tukaj na dvorišču in bi bilo dobro takšno povezovanje vse povsod in da se obrtniki povezuje med se, podjetniki, pa na konec konca tudi občine. Hišni sejem Niros pa se bo ponovno odvil drugo leto, takrat že 8.